Petrol se je v procesu privatizacije iz državne preoblikoval v zasebno družbo z večjim državnim deležem. Ekonomist Bogomir Kovač. Ki pa se je država z vidika nekega aktivnega upravljavca očitno odrekla. Je država, kljub temu, da je ohranila svojo regulativno vlogo glede tržnih cen, pa seveda upravljavsko regulativno vlogo pa seveda izpustila. In ta spor glede Petrola kot zasebne, pa polzasebne korporacije, s močnim državnim deležem in vplivom, ki ga ima v razmerju tudi do države, to se zlasti vidi pri recimo cenah in regulaciji cen, traja pravzaprav že tam od leta 2002-2003. Takrat se je pravzaprav začelo. Petrol, ko se je konstituiral lastniško in ko je tudi nekako sprejel svojo strategijo osrednje energetske družbe, bil tudi vodilna družba v Sloveniji takrat po prihodkih, je seveda nekako v skladu z običajno prakso svojih konkurentov v tujini, zlasti na zahodu, kjer se je zgledoval, je bila njihova zahteva, da pride do popolne liberalizacije cen. Svet naša težava je bila v tem, da smo mi prvotno išli iz državnega koncepta, se pravi, perceptirali Petrol kot državno podjetje in tudi sicer prevlada države je bila pravzaprav do krize 2008-2012 pravzaprav prevladujoča. Se je potem seveda skrhkala, pa je spet postala recimo zdaj v zadnjem delu seveda nekako ravnotežje. No in država se je takrat potem mukoma odločila tam nekje 2005-2006 za ta takovani še danes veljavni model regulacije s pomočjo nekega modela določanja cen, ki je potem uveljal do danes z nekimi recimo modifikacijami, da se je recimo na avtocestnih delih recimo puščala liberalizacija v malo večji meri. No in to je tudi recimo ta vlada recimo v času svojega mandata potem ukinila in tukaj je pravzaprav vse spor na tem najbolj občutljivem cenovno-regulativnem področju v bistvu izdatno zaostril. Petrol tudi sicer trdi, da je ta trgovinska marža, ki je tukaj določena v tej strukturi cen, seveda absolutno prenizka, se pa seveda jasno ekonomski rezultati pa vendarle potem na koncu kažejo, da te družbe, če so pogoji normalni, pravzaprav absolutno nimajo težav z poslovno odličnostjo in poslovnimi rezultati. Nerevidirano poročilo o poslovanju v lanskem letu bo Petrol objavil na naslednji seji nadzornega sveta. Se pa je v prvih 9 mesecih lani čisti dobiček zvišal za 10% v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. V celem letu 2024 je ustvaril skoraj 146 milijonov evrov čistega dobička. Če upoštevamo, da imajo Slovenski državni holding, Republika Slovenija in Kapitalska družba približno tretjinski delež v lastniški strukturi, je to veliko manj, kot država dobi od trošarin na gorivo. Skupaj od trošarin od energentov in električne energije v letu 2025 v proračun prišla več kot milijarda evrov. Tisto, kar je tukaj ambivalentno, ali pa to protislovno z vidika države, je, da država ni prevzela močnejše upravljavske vloge. Država ima tudi ob sedanji strukturi lastnine približno 1/3 drži Petrola in pomeni, da ima kontrolni delež, če hočete. Ampak ne želi igrati aktivne vloge. Ona bi lahko torej z aktivnejšo vlogo na tej podjetniški ravni morda lažje uravnavala mogoče te najbolj sporne poglede, recimo pa te krizne trenutke. Država namreč tukaj ne pridobiva toliko strani kot solastnik pri delitvi dobička, ampak je njen glavni prihodek pravzaprav skozi obdavčevanje, torej skozi strukturo cen, ker pravzaprav z davščinami, trošarinami in prometnim davkom in tako naprej, skratka zelo, zelo bogato se napaja iz te zelo stabilne potrošnje. Tako da, država je tukaj v precepu in to, kar mene čudi, je, da ni odigrala v Petrolu v tem zadnjem obdobju pravzaprav neke širše, aktivnejše vloge, v smislu upravljanja in tudi, če bi pravzaprav imela aktivnejšo vlogo in če bi jo tudi na drugi strani akceptirali ali sprejeli ostale 2 skupini, tukaj imamo 3 velike
deležnike v lastninski strukturi, to je zasebne banke oziroma banke, ki so pravzaprav zastopniki nam ne preveč znanih lastnikov v ozadju, ne, so lahko samo upravljavci, ne vemo, kaj se pravzaprav tukaj dogaja. In na drugi strani imamo državo za tretjino in potem seveda razdrobljene notranje majhne in zunanje majhne lastnike, med katerimi je običajno s temi 3-4% najvplivnejši seveda družina Južna, ne, se pravi ta, ki pravzaprav tudi zdaj nadzoruje pravzaprav nadzorni svet. Zakonca Vesna in Dari Južna, ki zasedata prvo mesto na menedžerjevi lestvici slovenskih multimilijonarjev, odločno zanikata vmešavanje v operativno poslovanje družbe Petrol, zaradi česar naj bi zmanjkalo goriva na črpalkah. Da bi v predvolilnem času namerno ovirala dostavo goriva na bencinske servise, je na novinarski konferenci pred enim tednom zanikala tudi uprava Petrola. Za težave naj bi, tako uprava, ob sunkovito povečanem povpraševanju po gorivu bila kriva logistika, kjer pa gre za zunanje izvajalce. Po novinarski konferenci sem se želel pogovoriti s predsednikom uprave Sašo Bergerjem, ki pa na vprašanje ni bil pripravljen odgovarjati. Imamo krizne razmere in se sploh ne ukvarjamo s tem. Je pa bil pripravljen stopiti pred mikrofon delavski direktor Zoran Gračner. Se pravi, Petrol je največjo prestrukturiranje doživel v letu 2002, ko je bil iz slovenske trgovske družbe preimenovan v slovensko energetsko družbo, kajti takrat se je začel Petrol ukvarjati tudi z energetiko. In takrat v tistem obdobju je šla tudi logistika stran. Se pravi, zaposleni cisterne niso bile več v Petrolu, ampak se je tu outsourcali. Takrat je bilo in tudi druge družbe so tu delale. Ne? Se pravi, ta avtopark se je umaknil. Takrat se je ta proces začel in to zdaj že v bistvu sigurno 20 let traja. Bi lahko bilo drugače, če bi to še vedno bilo del Petrola, če bi Petrol sam skrbel za svojo logistiko? Težko je to reči, kaj bi bilo, kaj ne bi bilo, to je zelo težko reči, ne? Vendar, kot smo tudi na tiskovni pojasnili, ne, če pride v nekem momentu za 400% povečanga, ne, potem tudi Petrol, če bi imel svoje, teh cistern, te cisterne je potrebno vzdrževati, kupiti, šoferje imeti, tu ne moreš imeti neki, recimo, 50% ekipe nekje na stran, ne, se pravi, ne vem, kaj bi delali v tistem, ne. Kaj menite o namerah, da bi se uprava selila drugam na Hrvaško? Sej, če bi se v primeru, da bi so uprava, recimo, ne, so zaposleni, ostajajo tukaj, jaz sicer moram priznati, da ne vem, kako bi se to izvedeno, vendar se strani zaposlenih to ne bi predstavljalo. V Petrolu je 3300 zaposlenih v Petrol DD, približno več kot 3000 jih je v tujini, se pravi skupaj govorimo o 6400 zaposlenih. Takrat, ko je bil ta ukrep predstavljen, si izključno v bistvu se je dotikal uprave. Bogomir Kovač. Glejte, lastniška struktura Petrola ima dolgo brado oziroma nekako temelji na celotni odisejadi, kaj smo mi z lastnino počeli. Ne. Prvo obdobje, se pravi, imamo lastniški model, iz tega obdobja sveda država izide kot največji del. To je bilo obdobje Drnovškovih vlad in potem pride obdobje Janševe vlade, kjer se začenja ta intenzivna tajkunizacija, kjer pride Bavčar z Istrabenzom in tako dalje in potem iz tega pridemo v krizo v letih 2008-2012, ker se ponovno zaradi jasno teh spornih potez ponovno pojavi država. Država se pojavlja potem kot močan akter tudi v času razreševanja seveda te finančne krize in imamo prvo stopnjo neke stabilizacije v lastniški strukturi šele tam nekje od leta 2014-2015 naprej. V teh zadnjih 10 letih se pa postopoma se je izkristalizirala ta lastniška struktura v teh 3 razredih. Spravi, mali delničarji, država in pa seveda banke. In to je zdaj seveda neko porazdelitev notranje moči, ki daje po eni strani neko ravnovesje, po drugi strani pa seveda ni neke strategije. In to je seveda problem. Kovač pravi, da so se vsi poskusi upravljanja z državnim premoženjem bolj ali manj izrazili v političnih igricah, kjer se je država ukvarjala predvsem sama sabo. Pozabila je pravzaprav na to, da bi zlasti v nekaterih pomembnih in strateško odločujočih družbah igrala aktivno vlogo.
In tako je pravzaprav v Petrolu na nek način sicer ohranila, kar precejšnji delež, nekaj čez 30%, ampak se je pa pomaknila ali pa izgubila na nek način nek primat. In država je to možnost izpustila iz rok. Zakaj, bi morali vprašati pravzaprav recimo ali sedanjo upravo SDH-ja, pa tudi ostale predstavnike. Enostavno ni neke enotnosti tukaj, zato da bi država kot celota enotno nastopila. Mimogrede vprašal sem upravo SDH-ja, poslal sem jim vprašanje in dobil odgovor, da oni po zakonu ne smejo upravljavskih procesov komentirati. Kot veste, SDH ima težave že včasih, kadar je treba kakšno invalidsko podjetje, ki bi ga morali pravzaprav ob ekspres kavi rešiti, pa smo se ukvarjali s tem pravzaprav kar nekaj mesecev na dovolj, lahko rekli, z upravljavskega vidika kompromitiran način, da ne govorim še o kakšnih drugih socialno-razvojnih vidikov, ki bi jih SDH mogel zastopati. To je problem vodenja SDH-ja v sedanji obliki in tudi v preteklosti. Zato sem rekel, to je težava, da se je država pravzaprav tukaj ukvarjala sama seboj in svojo politizacijo. No in to je tudi tisto, kar sem zdaj hotel povedati, da mogoče prednost tega, da pa država ni tako močna, je pa ravno ta, da se je pravzaprav, kadarkoli je bila močna, zadeva vedno zapletala s politizacijo. Se pravi, če nastaviš svojega človeka, potem se začenja pravzaprav političen proces. Pravi, imaš človeka z državnimi interesi recimo na vodilni poziciji recimo nadzornega sveta, ki potem vpliva recimo na uprave in uprava potem nenadoma postane na nek način lovišče in gnojišče recimo političnih kadrov. No, to je seveda lahko pa zelo slaba stran. Ko jaz torej zdaj govorim o državi, njeni močni aktivizacijski vlogi, tukaj je to, da bi morala država veliko bolj na nek način konstruktivno, z veliko bolj jasno politiko delovati znotraj recimo tako pomembne strateške družbe. Mi bi morali imeti ob tovrstnih kriznih dogodkih, ki niso prvič. Konec koncev se je leta 2002 to ponovilo, se je ponovilo že nekajkrat v bistvu vmes. Mi bi morali preprosto imeti nek forum, recimo ponudnikov energetskih družb in države, lahko tudi skozi lastniško strukturo, tudi recimo z nekim svetovalnim telesom ob nadzornem svetu, kjer bi se določena strateška vprašanja v bistvu razreševala. To niso samo vprašanja cen, to ni samo vprašanje stabilnosti oskrbe, to je konec koncev tudi vprašanje, ki se je tudi pokazalo pravzaprav pokritosti slovenskega ozemlja z bencinskimi servisi, zlasti, ker je obveljala recimo strategija takrat vendarle iz obdobja 2004-2005, ko se je Petrol pod takratnim direktorjem Lotričem odločil pravzaprav za to, da bo postal energetska in kar je tudi razvita trgovinska družba, ki, kot vidite, na bencinskih servisih ponuja zelo kompleksno ponudbo. In na lokalnih ravneh so bencinski servisi tako postali pravzaprav neko središče, ne zgolj točenje goriva, ampak konec koncev središče na nek način nekih širših ponudb. To je samo en primer, ki kaže na to, da smo tukaj na nek način izgubili neko strateško poanto. In to je v bistvu tisto, kar bi morali na nek način uresničiti. To je recimo nek razlog, zakaj je vloga države v Petrolu po mojem mnenju premajhna, bi morala biti pa prava. Se pravi, večja vloga države v Petrolu, če je napačno zastavljena v smislu političnih intervencij in politizacije uprave, potem bi bilo to slabo. Potem je skoraj da boljše, da imamo tole zgodbo, ki imamo danes. Skozi iščemo z malo kontrami in nasproti pravzaprav neke rešitve. Ampak to seveda ni dobro, kot pravim, niti za Petrol, niti za državo in niti za zlasti odjemalce. Ampak Petrol se zdaj sooča prav s temi očitki. Politični interesi naj bi bili v ozadju določenih dejanj, naprimer v predvolilnem času, ko je izbruhnila kriza z nafto, z distribucijo nafte. Uprava to vse zanika in prelaga odgovornost na logistiko, ki je outsourcena, ki ni več v rokah Petrola, se pravi, logistika ni več del družbe. No, kdo je danes odgovoren za logistiko? Za logistiko je danes odgovoren seveda
podjetje kot trgovec naftnih derivatov. Če je on zaradi podjetniških razlogov outsourcal, kot temu pravijo, torej odločil to dejavnost in šel v pogodbene odnose z drugimi izvajalci, potem mora imeti popolnoma jasno krizni koncept, kaj se zgodi ob tovrstnih spremembah. In te spremembe za to družbo niso od včeraj. Konec koncev Petrol je preživel, vse Petrol imamo že desetletja, je preživel že tudi naftne krize, da tako rečem tiste iz leta 73, 74, 79, 80, pa potem tudi znotraj 80 let, leta 2022, etc. Potem morate imeti pravzaprav tukaj na nek način zelo jasno postavljene kriterije, kako boste to oskrbovali. Hkrati seveda je pa popolnoma jasno, da moramo gasiti požar na izhodišču in požar se gasi tako, da vi ne sprožite presežnega povpraševanja, v bistvu te špekulativne potrošnje. Potem seveda zopet država, če bi prej sprostila rezerve, bi lahko po zakonu seveda zopet lahko vplivala tudi na marsikaj, kar zadeva, zaradi tega, ker je to že krizni trenutek, kaj zadeva recimo količinskih recimo prodaj ali omejitev za posamezne tipe potrošnikov. Vse to je treba znati regulirati, ne potem po tednu ali pa 10 dneh, tako odgovorno ne sme ravnati niti ministrstvo ali ministrstva, ki so za to odgovorna na vladni strani, niti seveda sama korporacija Petrol oziroma vsi ostali. Kajti nekateri drugi so seveda, kot vidite, imeli. Petrol je tukaj imel jasno toliko večje težave, ker je toliko večji. Zdaj, ali je to rezultat neke politične bitke med upravo in recimo državo, zaradi jasno, to ni od danes, ta vlada in vodstvo recimo tako nadzornega sveta kot uprave je seveda, to ni treba najbolj posebej poudarjati, je v nekem tihem sporu za vlado. Spori so kot rečeno stari, se pravi, predvsem gre za deregulacijo cen oziroma gre za to, da v kolikšni meri pravzaprav jim bodo v tej strukturi cen povečali maržo, zato da bodo seveda ti trgovci lažje živeli. Tukaj gre bolj za to, da je najbrž v ozadju, poleg teh, da tako rečem, tradicionalnih sporov, se zdaj mogoče stvar zaostrila tudi v nek širši političen spor. Namreč dejstvo je, da sedanja uprava in sedanji nadzorni svet je precej zunaj vpliva države. Se pravi, nadzorni svet obvladuje na nek način ta tretja skupina, uprava je insidersko postavljena, pomeni, da je sestavljena iz ljudi iz Petrola, kar je dobro. Tako da imate neko strukturo, pravzaprav zdaj povezave na korporativni ravni, ki je dovolj avtonomna. In to je ta njena moč in hkrati njena seveda generalna tudi tržna pozicija, ki pravzaprav to daje. In zdaj merjenje moči tako države kot Petrola med seboj na tako banalen način, kot sta to obedve počeli, nima nikakršnega smisla. Tudi če bodo šli recimo celo v pravni spor, ta pravni spor trenutno ne bo rešil sedanjega problema. Pravni spor se bo nadaljeval v letu 2 ali 3, in takrat bomo mogoče imeli že povsem drugačne, recimo upravljavske, vodstvene strukture in tako dalje in tako dalje. Tako da jaz mislim, da je tukaj zelo pomembno to, da na obeh straneh in tukaj lahko igra, lahko rekli, odločujočo vlogo država z vidika neke konstruktivne drže. Zato, da da pobudo Petrol in da deluje javno, in Petrol se pravzaprav temu ne bo mogel na nek način izogniti. In hkrati seveda Petrol po drugi strani, vse to vidite, tudi potem ob tistem zaostrovanju je vendarle na koncu popustil. Zaradi tega, ker je bil ta negativni učinek, lahko bi rekel javnosti, ne toliko države, ta, ki je družbo postavil pravzaprav v položaj, da je sama spoznala, da ji to ne koristi. Obvladovanje naftnega biznisa je pravzaprav ključ. Poleg tega se je Petrol v bistvu tudi etabliral kot energetska družba, ne kot naftni trgovec, ker pomeni, da je še toliko bolj pomemben lahko kot partner države, tudi skozi zelene tehnologije. In mi je nerazumljivo, kako pravzaprav država ne najde pravzaprav neke pametne poti, kako pravzaprav te zadeve obravnavati. Jaz sem sodeloval s to družbo pred več kot 20 leti
In takrat se je formalno in neformalnih poteh pravzaprav, takrat je bila tudi država jasno veliko močnejši faktor, ampak nikoli pravzaprav ni prihajalo do konfliktov. Mi smo morali delovati v argumentirani razpravi, pravzaprav drug z drugim kot partnerji. Ne? In to je ta odnos, ki se je zdaj seveda bolj ali manj zgubil. Petrol se je zaprl vase, ne? Stabiliziral na nek način skozi to relativno enakomerno strukturo tudi teh treh, recimo, lastniških centrov, ker je država v bistvu na nek način izvisela kot akter. In so to sprejeli bolj ali manj v svoje roke, seveda zasebniki, ne, ali zunani ali notranji, in ti pravzaprav zdaj narekujejo tempo, kar pa seveda jasno ni dobro. Kovač predlaga ustanovitev posebnega odbora za reševanje kriznih razmer. Namesto da vsak deluje na svoj način in v skladu s svojimi interesi, nekako grozi drug drugemu, ne, da tekmujeta, Petrol se čuti korporativno dovolj močan za svojo monopolno pozicijo, da to lahko počne, tudi ima zdaj zaledje, recimo v lastniški strukturi, in država, ki bi seveda ima v rokah ekstremno regulativne ukrepe, ki so lahko seveda jasno tudi uporabljeni, so lahko seveda tudi sporni, ampak v vsakem primeru to ni drža. Drža je, da na nek način najdemo nek skupni interes in da to oformimo z nekim skupnim institucionalnim aranžmajem, se pravi z nekim odborom, ki deluje, ki je aktiven v svoji vlogi in ki je v bistvu ob nadzornem svetu in upravi in na drugi strani ob energetski politiki države pravzaprav nek odbor za koordinacijo in seveda za krizni menedžment, kadar pride do tega kriznega menedžmenta. Ne da zgubljamo teden, 10 dni, da imamo pravzaprav paniko, da imamo kaos v državi in da potem ex post rešujemo ali pa si grozimo preko recimo plank. Ne. To je zaplankana politika, tako na korporativni strani, kot seveda tudi na strani države. Kaj, če so interesi, naprimer, češkega kapitala ali pa kapitala zakoncev južna, naprimer, nasprotju z interesi države? Če so v nasprotju z interesi države in so, morda imajo celo nek politični predznak, ne, kar se je zdaj pogosto recimo porajalo, češ korporativna politika Petrola je v bistvu politika, ki je bližje morda eni od političnih usmeritev v Sloveniji in ne vladni politiki, bližje opoziciji kot vladi recimo. To je seveda mogoče. Ampak država, še enkrat, ima na tem področju dovolj mišic in dovolj možnosti, da na to področje seveda poseže. Ne? Zdaj, ali je to smiselno, ali je to v korist države in korporacije, puščam odprto, po mojem mnenju ne. In to lahko spozna zelo hitro država, zaradi političnih implikacij, tudi makroekonomskih, in na drugi strani podjetje oziroma njene korporativne strukture, ker jim to v končni inštanci seveda škodi. Ne glede na to, kako se danes lastniško ali korporativno ali politično pozicionira ena in druga stran. Ne? Mislim, da je to preobčutljivo vprašanje, ne? Da bi se na tem gnoju petelinili eni ali drugi, ki so, če se petelinijo, moram reči, nedorasli svojemu poslanstvu, tako z korporativne strani, kot seveda tudi tukaj. In država še eno ima to vlogo in to moč, da potegne prave poteze. Niso prave poteze morda v popolni vojni, ne, ampak v dovolj jasnih stališčih, kaj in na kakšen način lahko posežemo in na kakšen način je mogoče vendarle doseči nek kompromis, ki bo dober za vse deležnike v tej, recimo v tej sagi. Odkot pa je kapital, ki je v ozadju? Glejte, mi na teh računih ne vemo, kdo stoji za OTP-jem, kdo stoji za Erste Bank in kdo stoji, morda je še najjasnejši ta recimo češko-slovaški sklad, ki je v bistvu figurira kot neka kvazi investicijska banka, gre za zasebni sklad, ampak vsi ti računi, ne, v ozadju nimajo čistih lastniških vlog. Že samo to, ne, da bi recimo, ne, v zakonodaji, ne, imeli, da na ta energetsko, strateško pomembnih družbah se v bistvu to vrstni lastniki ne morejo in ne smejo pojavljati, ne glede na seveda siceršno korporativno zgodbo, to je seveda ena izmed možnosti. Ne. Spravi, da sej pridemo do tega, da vidimo, kdo je v ozadju teh ali drugih interesov.
Ampak kot vidite, je težava tudi, da za tiste, kjer vemo, kdo stoji v ozadju, ne, se pravi, to so predstavniki malih delničarjev, ne, ali pa mogoče en izmed njih, ki je največji, to je družina Južna, in na drugi strani recimo država, ne, ker so tudi popolnoma jasno, kdo pravzaprav so tisti, da tako rečem, predstavniki, tukaj pravzaprav ne znamo izkoristiti ali pa narediti nekih pravih potez, tudi z vidika, da tako rečem, razkritih lastnikov. Skratka, neodkriti lastniki so lahko sporni, ker se lahko marsikaj v ozadju dogaja, ampak v tem hipu za razreševanje tega problema pravzaprav to niti ni glavni problem. Ne. Bi pa lahko mimogrede tudi na to področje posegli, ne. Kajti mi lahko z zakonom pravzaprav marsikaj naredimo. Ne. In potem seveda tako ali drugače, če je to mogoče, seveda sprožimo potem druge reakcije na korporativni strani. Ampak država ima zaradi posebnega področja, strateškega področja, tukaj precej več manevrskega prostora, kot pa je bila pripravljena ga do sedaj izkoristiti. In to je seveda na nek način slabo. Ne bi pa še enkrat na koncu poudarjam, to smelo biti predmet politizacije. Kajti če pa politiziramo v bistvu tako pomembno področje in tukaj smo mojstri bedastih odločitev iz preteklosti, potem je boljše, da to v bistvu dela, da tako rečem, zasebni korporativni sektor, ki je po tej plati recimo lahko učinkovit. Vendar po Kovačevem mnenju to ni dobro z vidika političnih strategij države. Meni, da bi moralo priti do skupnega strateško-razvojnega kompromisa.